Ja, zelo veseli smo in tukaj se tudi zahvaljujem ministrici in Ministrstvu za obrambo kot enemu izmed glavnih soorganizatorjev dogodka, da je to že 4. dogodek in tukaj vlečemo to rdečo nit, ki je izredno pomembna pri predvsem izmenjavi izkušenj med operativno stranjo in praktično akademsko stranjo na drugi strani. Kar je še posebej za poudariti na tem dogodku, je to javno-zasebno partnerstvo. Zavedati se je potrebno, da je večji del kritične infrastrukture v upravljanju nekih zasebnih inštitucij. Tako da je tukaj v bistvu na strani države tisti nujni korak, kako stopiti v tem partnerstvu v pravo smer, da tudi ta zasebno okolje spozna, ne da samo država na eni strani na njih nalaga določene ukrepe varovanja te infrastrukture, ampak da je ustrezna varnost v širšem in ožjem pomenu tudi nekako njihova poslovna priložnost in prikaz neke odličnosti. In ravno temu civilno-državnemu javnemu partnerstvu je tudi na tej konferenci namenjena ena pomembna pozornost, poleg vseh tistih, katerih je že ministrica prej omenila in jih ne bi ponavljala. Vsekakor govorimo o enem kompleksnem sistemu. Danes smo od te kritične infrastrukture praktično odvisni. Samo pogledajte primer Čila pred parimi dnevi, ko je izpadlo skoraj polovico države iz električnega omrežja. To pomeni, da brez te infrastrukture danes težko živimo. In normalno, da gre tukaj za nek kompleksen pristop, celovit pristop, kjer ne moremo gledati samo to fizično zaščito, ampak gre za neka širša dejstva. Predvsem pa je tukaj preventiva, tisti pomemben faktor, ker ko enkrat praktično izvaja stvari, ko se je že nekaj zgodilo, so škodljive posledice že tako, nažalost. Povejte nam še, tu bo nekaj 10 prispevkov, različnih mnenj, kaj bo to pol šlo na en kup, pa med ostale, ali kaj se bo zgodilo potem s temi izsledki te konference? Bistvena stvar te konference je objavljena v pričujoči knjigi, katero ste imeli tudi priča videti na sami predstavitvi. Se pravi, srž problema je tudi vsebina te knjige. Drugače pa vedno poskrbimo za to, da so zaključki konference dostopni tudi širši javnosti, tako da na spletni strani konference redno objavljamo vse glavne zaključke vseh panelov, tako da ima tudi širša javnost, ki nažalost nima možnosti dostopiti do takih dogodkov, možnost se seznaniti s temi ugotovitvami in jih pač tudi dostopiti do njih. So tudi koristno uporabne oziroma uporabljive? To je glavni cilj organizatorjev, da stvari naredimo predvsem uporabne. Zato smo dali posebno pozornost ravno temu stičišču tako operativnega okolja, nacionalno-varnostnega sistema, civilne javnosti in to je tista dodana vrednost takih posvetov. Koliko ste jih že uporabili? Zdaj je že 4. konferenca. Jaz menim, da koraki so vidni dnevno. Koraki so vidni že v tem, da je na 4. konferenci na otvoritev z svečanim predavanjem prišel predsednik republike. To pomeni, da so vsi te dogodki prepoznani kot zelo kvalitetni in vsako leto smo stopili velik korak naprej in jaz vam zagotavljam, da se to leto ne bomo ustavili na tem mestu. Hvala lepa. Če jaz lahko dodam, kako bodo ti zaključki uporabni, kajti to, kar dr. Čaleta dela, morajo različne državne institucije uporabljati pri svojem delu. No, prvo mesto, na katerem mi uporabimo izsledke te konference, je zagotovo ocena tveganja, ocena ogroženosti. Vsake pol leta, kot rečeno, se dopolnjuje in se dopolnjuje tudi z ugotovitvami, ki so zbrane na takšne vrste forumih in ta vsakoletna konferenca nam zdaj že pomeni vir novih spoznanj, ki gredo v to oceno tveganja. Pripravljamo tudi po vsej verjetnosti srečanje oziroma zasedanje Sveta za nacionalno varnost, kjer bo govora prav o vprašanjih, ki jih je danes odprl predsednik republike v svojem uvodnem predavanju. To so dileme, s katerimi se v slovenski družbi srečujemo in nimamo pravega odgovora. Zato je v okvirih takšnih inštitucij oziroma forumov, kot je Svet za nacionalno varnost, po vsej verjetnosti bi bilo dobro, da o teh zadevah spregovori tudi Odbor za obrambo v Državnem zboru in o tem bomo govorili tudi na vladi.
to so stvari, za katere, oziroma mesta, na katerih je treba ta spoznanja uporabljati in tudi nastavljati naslednja vprašanja. Namreč to, kar nas vodi v prepričanje, da se moramo truditi za nove in nove konference te vrste, so vprašanja, so dileme, ki izhajajo iz prakse. In to je tisto, kar je v bistvu gonilo pri iskanju novih odgovorov, ki jih seveda prinašajo ljudje, ki prihajajo na to konferenco iz različnih koncev sveta. Primerjalno gledano je ključno, da vidimo, kako so drugi reševali podobne situacije, kot jih imamo mi, in v tem v bistvu iščemo tudi rešitve za potrebe Slovenije. Prinašajo pa take vrste konferenc ogromno pomembnih zaključkov in spoznanj za potrebe akademskega prostora. Se pravi, da te zaključke uporabljamo v vojaškem izobraževalnem sistemu, vselej, ko se govori o problematiki ogroženosti, o terorizmu, o protiterorizmu, o delovanju obveščevalnih služb, vselej se uporabljajo tudi spoznanja iz tovrstnih konferenc in seveda tudi iz te naše. Uporabljajo se pa ta spoznanja tudi v civilnem akademskem svetu, bodisi na različnih fakultetah, to mislim predvsem na fakulteto za družbene vede in fakulteto za varnostne vede, in prav bi bilo, da so ta spoznanja še širše uporabljena. Dostopna so, prav bi bilo, da so uporabljena še za namene delovanja različnih agencij pri nas, in prav bi bilo tudi, da bi bila ta spoznanja spodbuda k bolj trdnemu medsektorskemu delovanju. Danes smo že slišali, da je v bistvu problem v tem, da tudi znotraj držav nismo dovolj uspešni v povezovanju spoznanj in ugotovitev različnih državnih organov, ki zbirajo informacije o različnih nevarnostih, o možnostih, kjer bi bila lahko kritična infrastruktura prizadeta, in seveda o možnostih terorističnih napadov, ki nazadnje izhajajo tudi iz različnih vrst ekstremizma. Problem pa je v tem, da ponavadi nismo v stanju vse te organe spraviti za isto mizo. Zato upam, da bo SNAV tisto mesto, kjer se bomo tudi dokončno opredelili glede teh stvari. Okay, hvala lepa. Tako, srečno naprej.